Mitja Čander, lepo prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj, z ozirom, da se je čas za ta prvi del debate praktično iztekel. In tudi sam moram v tujino, bom čisto kratek. Moram reči, da smo slišali izjemno zanimive referate in tudi izjemno zanimive odzive. To nam seveda govori, da je ta problematika še kako živa, da je večplastna. Že danes se je marsikomu med nami, ki smo do neke mere mislili, da poznamo stvari, odprlo še kar precej novih zadev. In seveda tudi udeležba in živost debate danes govori o tem, da so stvari še kako aktualne. Mogoče bi se za trenutek vrnil v preteklost, ko je takšno srečanje danes in takšen projekt, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih, izgledalo nekaj skoraj da utopičnega, napol norega pravzaprav, čeprav je na načelni ravni vedno veljalo pravilo, da je potrebno poskrbeti za inkluzijo, da je potrebno slepim in slabovidnim in seveda drugim ljudem s posebnimi potrebami omogočiti polnopraven in polnokrvn dostop do informacij, do kulturnih dobrin in seveda tudi do branja, pa vendar je v praksi prihajalo do številnih težav. Rad bi povedal, da seveda ne bi mogla zrasti nova ideja, nova digitalna knjižnica oziroma z vsemi tehnologijami podprta knjižnica za slepe in slabovidne in druge ljudi s posebnimi potrebami, če ne bi bilo seveda že prej dolgoletnega, vztrajnega, entuzijastičnega dela v matični knjižnici Zveze slepih in slabovidnih in bi rad od tej priložnosti posebej izpostavil vlogo Dušana Strleta, ki je duša te knjižnice dejansko že dolgo časa in seveda na podlagi, da rečem, uspešnega dela v tem tradicionalnem mediju, kar se slepih in slabovidnih tiče, je lahko zrasla ta nova ambiciozna ideja, kako pravzaprav stopiti v koraku s časom in kako pravzaprav izkoristiti tehnologijo, njen napredek, tudi za slepe in slabovidne in ljudi s posebnimi potrebami. In seveda celotni entuzijazem, prizadevnost Tomaža Vraberja, prej še kot člana zveze, sedaj kot predsednika, in seveda vseh drugih ljudi, ki so in še vedno kakorkoli pomagajo pri tem projektu, je pravzaprav zaslužen, da bomo dobili neko res sodobno zgodbo in seveda tudi možnosti, da se ta zgodba nadgradi, razplasti v različne smeri in da bi dejansko branje bilo dostopno čim širšemu krogu ljudi. Moja lastna izkušnja je seveda taka, da mi mora biti prav branje omogočilo neko polnokrvno participacijo v svetu, tudi neko posebno samozavest in seveda nek občutek svobode in suverenosti, posebne suverenosti. Imel sem to srečo, da sem kljub ostankom vida, ki jih imam, kljub torej težavam izrazitim, da sem lahko že kot otrok v osnovni šoli, tako imenovani, takrat se je reklo normalni osnovni šoli, vendarle bral iz običajnih knjig, običajnih učbenikov, kljub temu, da sem bral seveda pravzaprav z nosom, kot bi se reklo, in še vedno berem z nosom, če nimam očal, takrat nisem imel ne očal, ne ničesar pravzaprav. In vendarle so me knjige kljub tej oteževalni okoliščini izrazito potegnile vase. Mislim, da v življenju je marsikdaj treba vložiti tudi nekaj napora, nekatere stvari v dejavnosti, s katerimi se želimo ukvarjati, v medčloveške odnose in tudi v projekte, na katerih sodelujemo oziroma v njih delamo, da pravzaprav nikoli ali pa redko grejo stvari kar tako lepo, da se tako kot današnja družba nas želi vzgajati ali pa medijska mašinerija v tem, da vse mora biti cool, vse je fajn, vse je pravzaprav smart in tak naprej. V resnici je pa še vedno potrebno osnovni intelektualni, čustveni in drugačen napor, da lahko dosežemo res neke relevantne rezultate, poglobimo svojo vednost in seveda tudi pripomoremo k neki demokratizaciji družbe. Ti elektronski in drugi pripomočki so se kasneje dejansko pojavili
pojavila so se teleskopska očala, pri 25 letih sem dobil očala in seveda kot vsak človek sem se tako razvadil, da se mi danes več brez očal ne da brati. Ne. Ljudje se hitro navadimo na nove stvari in na nove okoliščine. Tisto, kar se mi zdi pa najbolj zanimivo v tem našem kontekstu, je pa seveda pojav digitalnosti. Sam dolgo nisem verjel, da bom kdajkoli lahko uporabljal računalnik. Potem se podobno pri enih 25 letih s pomočjo drugih ugotovil, da obstajajo programi, ki seveda prilagajajo vsebine, da obstaja zoom tekst, da ti lahko poveča ikone, celotni ekran in da seveda naenkrat se lahko odpre celo digitalno vesolje. Zdaj v teh 10-15 letih, kar jih je vmes minilo, je seveda to postalo ne zgolj neka priložnost, ampak pravzaprav nuja. In ena od stvari, ki v prihodnosti čaka slovensko državo in različne odločevalce, je gotovo prilagoditev digitalnih vsebin slepim in slabovidnim. Neverjetno je pravzaprav kakšno porazno, katastrofalno stanje je na tem področju že, če se obrnemo zgolj k javnim institucijam, k ministrstvom, k javnim zavodom in tako naprej, kako pravzaprav te strani v principu večinoma niso prilagojene in se marsikdo počuti, kot da se sprehaja po džungli, ko se sprehaja po teh straneh, ki seveda niso samoumevno prehodne, kot bi se to zdelo običajnemu uporabniku. Pred tem odmorom mogoče res ena misel, da branje predstavlja neko temeljno civilizacijsko vrednoto in da bo vedno pravzaprav zahtevalo nek napor, da nikoli ne bo povsem preprosto, da pa bo po drugi strani omogočalo veliko svobodo, tako v smislu spoznavanja sveta, kot seveda tudi v smislu domišljije, estetskih užitkov in pravzaprav bo v pomembni meri nadgrajevalo naša običajna življenja. Moja ironija je to, da me najprej pravzaprav sploh niso vedeli, če bom se res dobro naučil brati. Babica je rekla, pustite ga, sej itak je že bogi, kaj bo še bral v življenju. Na koncu je prišel do tega, da pravzaprav od knjig živim. In mislim, da je ta poduk po svoje ironičen, po svoje pa mogoče za koga tudi spodbuden. Hvala lepa.